se vam predstavi, moje ime je Jure Levar, prihajam iz te hiše. Podobno Sveti Jožef, že zdaj kar nekaj let zapored pripravljamo razne izobraževanja z področja duhovnosti pri spremljanju hudo umirajočih bolnikov. Sam tudi sodelujem kot predstavnik Doma Sveti Jožef v enem delovnem timu, ki po Sloveniji izobražuje medicinsko osebje, ki dela s hudo bolnimi in umirajočimi. To govorimo o tako imenovanih, gotovo ste slišali, paliativnih timih, ki se v Sloveniji res počasi uveljavljajo, za razliko od tujine, kjer ta paliativni pristop spremljanja umirajočih živi že zelo vrsto let. Seveda, če želimo tisti pravi paliativni tim, da zaživi v svoji polnosti, morajo biti vsi člani tega paliativnega tima za to usposobljeni. In eden od ključnih članov tega paliativnega tima je tudi, v tujini to rečejo chaplain, mi bi to prevedli kaplan. V Sloveniji je malo težava, kako to prevesti, nočejo lih reči kaplan, pa tudi ne bi bilo najbolj prav. Ampak rečejo potem duhovni spremljevalec. Rečejo tudi, ne vem, ta beseda meni ni všeč, strokovnjak za duhovnost. Pa nekaj v smislu. Drugače v Nemčiji, Angliji, na Poljskem, naprej, so pa to chaplain. To je angliška beseda chaplain, duhovni spremljevalec. Seveda podobno, in nas to takoj asocira na kaplana. Ni pa nujno, praviloma tudi ni, da je ta chaplain posvečena oseba. Ampak je to so glavne laiki, ki so usposobljeni za to delo duhovnega spremljevalca. Poleg tistega, ki pokriva v tem timu duhovnost, so notri v paliativnem timu tudi zdravnik, medicinska sestra, socialni delavec, psiholog in strokovnjak za duhovnost. Duhovni spremljevalec. Kaj je vloga tega tima in kaj dela ta duhovni spremljevalec, pa tudi vsi, jaz verjamem tudi vi, ki se pri vašem delu srečujete s tovrstnimi vprašanji, bom vam skušal zdaj na kratko opisati. Za začetek sem pripravil eno delavnico, pa ker imam prikrajšan čas, bom te liste razdelil. To je zapis, pa imejte to za doma, to je zapis enega zdravnika, sicer ne Slovenca, ki je opisal svojo izkušnjo ob otroku, ki je v njegovi bolnišnici umrl. O 11-letni punci, ki je umrl in opisuje, kako je on kot zdravnik gledal na to punco in na njeno mamo. In opisuje notri predvsem duhovne stiske. Ampak to si res mogoče doma preverite, pa lahko v tem razmišljate, da boste videli, kaj lahko osebje, kaj osebje ob tem, ko se srečuje s smrtjo, doživlja. To imejte za doma, ne bomo zdaj, ker bi rad prišli kar naprej. Bi pa za začetek mogoče vas vprašal, če se, tako ne bom sam jaz predaval, če vam jaz rečem duhovnost pri spremljanju umirajočih, kaj si potem predstavljate? Duhovnika, ja? Molitev. Še kaj? Zakramenti. Vera. Odpuščanje. Pogovor. Bližina. Sprava. Vse to gre v vlogo tega duhovnega spremljevalca.
ključno pri tem paliativnem timu, predvsem kako to recimo spremljajo v tujini, je to, da tam v tem paliativnem timu ni nikogar, ki je več ali pa manj vreden. Vsi imajo neko enakopravno vlogo. Od zdravnika do medicinske sestre, ker eden brez drugega pač ne morajo delati tako, kot je prav, da delajo. Tukaj govorimo o tako imenovanem celostnem pristopu do umirajočega. Se pravi, da ne poskrbimo samo prvo in osnovno, kar je potrebno priskrbeti, je to, da umirajoči nima bolečine. To je prvo. To naredi zdravnik. Vse ostalo, to, kar ste zdaj vi našteli, razne, temu rečemo, duhovne stiske, potem socialne stiske, čustvene stiske, pa pokrivajo ostali. Ampak osnova je to, da vedno gledamo na človeka kot na celostno bitje. Zdaj bom ta model predstavil. No, tole bom spustil, boste vi sami prebrali. Tole misel tudi vedno na začetku povem, ne vem, gotovo kdo od vas poznal primarja Jožeta Felca, to je bil zdravnik, psihiater, iz dolgoletni strokovni direktor in direktor bolnišnice v Idriji. Tukaj pri nas je on zadnje leta svojega življenja živel, tukaj je tudi umrl in on je napisal na tako res misel, ki govori o tem celostnem pristopu. Človek je psihološka, biološka, socialna in duhovna entiteta. Na katerem koli od teh 4 parametrov skrene se zamajajo vsi ostali. Se pravi, tudi če imamo rešeno bolečino, telesno, pa da človek lahko duhovno trpi, se vse ostalo zamaja. Ali pa obratno, so recimo, povejo kolegi, ki se s tem ukvarjajo, da če je recimo človek tudi duhovno pomirjen, pa tudi fizično manj boli. Celo potrebuje, so tudi dokazani primeri, manj zdravil. Skratka, hočem vam povedati, da je to vse med seboj povezano. In pravi on, ta stavek mi je sploh všeč, da je treba biti do bolnika, ki trpi, umirajočega, skrajno pravičen. Ker ne vemo, oziroma raziščemo, kaj je tisto, kjer se trese njegov svet. In naprej, človek je soustvarjalec svojega notranjega sveta. Zato je največja odlika zdravnika, sestre in tudi nas, ki se srečujemo s temi ljudmi, ta, da ta njegov svet, situacijo umirajočega, sprejmemo tako vdavno kot samega sebe. To se pravi, osebno smo vpleteni v te zgodbe. Osebno smo vpleteni v te zgodbe. Vsi, ki s tem delate, smo osebno vpleteni s te zgodbe. In do vsakega od teh umirajočih pristopamo osebnostno. Spravi, ne gre tu kot po takočem traku, grdo povedal, ampak tisti, ki umira, ki trpi, je oseba. In mi kot tisti, ki smo zraven, svojo osebo stopamo v njegov svet. Zato je treba, kot pravi dr. Felc, do tega biti skrajno pravičen. Taka zanimiva misel. In njegov svet sprejet kot svoje. No, tule imam en slajd od škofa Turnuška, o tej, kaj je to oseba. Človek ni samo telo, človek ni samo duša, človek ni samo duh, človek je vse to skupaj. Telo, duša, v
V telo spadajo, torej, to, kar vidimo, organi, čuti, v dušo, razum, volja, čustva, spomin, v duha pa spadajo tisto, kak je rekel Cankar, tisto, kar je v najglobi kamrci tvojega srca, je pa duh. Tukaj stopamo torej v območje najglobljega človekovega jedra. Tukaj se poraja tudi odnos presežni z Bogom. In mi kristjani verujemo, oziroma vemo, da je človek ustvarjen kot Božja podoba. In je kot tak bitje odnosov. In zdaj, ko mi zdravimo, oziroma ko se srečamo s človekom, smo seveda pozorni na vse to troje. Ni prav, da ga samo telesno zdravimo. Je premalo, Ampak, kot sem prej rekel, gledamo na človeka celostno, kot na osebo in pri tem smo skrajno pravični. In seveda, gotovo imate kakšne izkušnje, kakšnega hudo bolnega, pa izžareva neko toplino, ali pa neko, spokojnost. Človekov duh torej prodira iz njega ven in to zaznamo. Paradoks svoje vrste. Človek hudo trpi, pa je tem na nek način miren, ali pa, spokojen. Želi živeti. To je področje njegovega duha. Kljub omejenosti, kljub temu, da če ga gledamo zgolj kot na telesno bitje, ampak to je to. Človek kot oseba in človek je oseba, da ste kateri hočejo drugače prepričati, od spočetja do smrti. In od spočetja do smrti ima te tri razsežnosti. In to se pri umirajočih opazi, začuti. Tule vam povedal še en primer ene pionirke hospic oskrbe na svetu. Cicely Saunders. Ona je bila Angležinja in je bila po poklicu, najprej je bila medicinska sestra, potem je bila socialna delavka in na koncu je bila še zdravnica. Vse te, lahko rečemo, tri, dobro, duhovnica ni bila, vse te tri razsežnosti je v svojem poklicu pokrivala. In ona je utemeljiteljica, vse v slovenščini je šla knjiga, je tudi prevedena pred 2 letoma, naslov knjige je Pomemben si, ker si, nekaj v tem smislu. Ste že videli knjigo? A ja, prebrali ste. Pa ne vem, če to naslov, žal sem je pozabil, eno malo. No in kaj je ona rekla? Ona je pod okrilje ene institucije, ta institucija še vedno deluje v Angliji in je, kar se tega tiče, pojem, to je hospic Svetega Krištofa v Londonu, je združila vse to celostno skrb za umirajočega. In kaj je tu zelo pomembno, kadar je treba tudi to izobraziti. Ena medicinska sestra, pa en zdravnik, mu je treba je ljudi usposabljati za to delo. Nekateri imajo čut sami po sebi za delo za hudo bolnim. En zdravnik je pa strogo v svoji stroki, ga je pa treba tudi na to izobraziti. In ima tudi to delo. In je pri tem bila, se že pokojna, sila uspešna. In tudi raziskovanja. Tako da imamo tudi z področja duhovnosti tudi raziskave, kjer so recimo dokazano, da človek, veren človek, ali pa duhovni človek, religiozni človek, to so znanstveni dokazi, drugače, na drug način, lažje
se s to svojo situacijo srečuje. Če boste imeli čas, vtipkajte to notri in boste tudi pa knjigo se lahko iščete. Skratka, celostni pristop. Ona je tudi avtorica pojma totalna bolečina. Mi, ko rečemo bolečina, mislimo samo, da nas boli nekaj. Vam bojo primer, ona je kot zdravnica prišla do ene pacientke, ki je bila v zadnji fazi svojega življenja in jo je vprašala, no, gospa Smith je bila, kako se počuti, to je zdravnik vprašal. In je rekla, vse je narobe. In ta zdravnica je ob tem pogruntala ali pa zaznala, vidite, kak je bila pozorna, ne? Ona je vedela, da je boli ne. Mislim, glede na zdravila, ki je dobila, ne? Ampak vse je narobe. Kak bi recimo vi, če bi vam to rekel, vse je narobe, kaj bi v tem stavku zaznali? Ja. Vse to, ne? Lahko pa gremo mimo tega, ne? Ampak v tistem stavku vse je narobe, si je ona vzela čas, se z njo pogovorila in na koncu je rekla, ona, zdaj pa sem pomirjen. Brez zdravil. No, ona govori o tej totalni bolečini, to je žal v angleščini, ne? Recimo, duhovna bolečina, ne? Jeza na Boga. Zakaj se to meni zgodilo? Izguba vere, izguba nekega namena, upanja, ne? Strah pred neznanim. To spada v okviru njene definicije pod to duhovno bolečino. Duhovna bolečina. Duh te boli, pravi ona. Ne? Postavljajo se pa seveda, ne vem, psihološke, depresija, strah pred trpljenjem, ne? Socialna, ne? Finance, kaj bo z mojimi, pa telesna, ne? To pa vemo, to pa čutimo, ne? Skratka, in vse to skupaj, kaj ona pravi, da ima človek totalno bolečino. Je sestavljeno iz teh 4 različnih bolečin. No, samo to celo dovolj, ne? Vse je narobe, ne? Prisluhnila je drugim simptomom v enem stavku in ko se je pogovorila, zdaj se je pomirila, vse je na svojem mestu, je rekla. To je ona v svoj dnevnik zapisala, ta zamisla. Vse je na svojem mestu. Tatka, ta pacientka je imela nek duhovno, čustveno bolečino, ki jo pa z lahkoto lahko sprejela. Tudi Frankl pravi, ne, da je duhovna razsežnost človeka vseobsegajoča, ne, in je v vsaki razsežnosti je navzoča duhovnost. Poznate, kaj je Frankl pretrpel v svojem življenju, ne? Kakšno moč duha je on imel, da je lahko to vse preživel, ta taborišča, smrti svojih bližnjih, ponižanja, vse, ne? Kaže na to, kakšno moč ima človek, ki ima to duhovnost razvito, to duhovno komponento, ki jo pa ne moramo uničiti. In ob trpljenju in smrti se pri vsakemu človeku pojavljajo tudi te stiske, ki jih je pa potrebno prepoznati. In tudi vi kot prostovoljci, ne, ki se s temi srečujete, ne, in morate imeti ušesa odprta, da te stiske prepoznate. In na njih potem tudi odgovorite. No in to delajo ti paliativni timi, ne, ko sem prej omenil. To je recimo v paliativnem timu vloga čeplana, tega duhovnega spremljevalca. Ne samo to, ne, ti čeplani ali pa duhovni spremljevalci tudi pomagajo, če bi to zgodbo prebrali, ampak si jo doma preberite, kot ste rekel, ne,
Tudi zdravniki imajo v tem, ko pacient umre, svoje bolečine. Tudi njemu je treba prisluhniti. Zdravnik je tisti, recimo, ki v paliativnem timu mora povedati svojcu, da je njegova mama ali pa da je otrok umrl. Se to ni enostavno, ne? In tudi ostali člani tima potrebujejo neko duhovno podporo. Ne? Da lahko to predelajo. Plus, ne, pomoč potem svojcem, ki so ostali sami. Tudi to je pomembno na tem duhovnem področju. No, to je lahko preskočim, pač vsi člani tima se morajo za to usposabljati. Ključno je pa tudi tole, duhovna samorefleksija. Duhovnost, to sami dobro veste, ni neka teorija. Ne? Ko sem prej rekel, ne? Ko mi naš duhovni pristop do umirajočega je odvisen tudi od naše same, od naše duhovnosti. Kako mi na te stvari gledamo. Ne? Zato je beseda strokovnjak za duhovnost rečena, ker se tega ne moreš naučiti. Ne? Ko torej stopaš do drugega človeka, si tudi sam duhovnost. In duhovnost pri delu je odvisna od tvoje duhovnosti. Tako kot je odvisno, kako zdravnik pozdravil od njegovega znanja. Je to, koliko smo mi duhovni, tudi verni, religiozni, koliko nam pomeni molitev, vse to je odvisno od tega, na kakšen način bomo mi te stiske zaznali. Skratka, duhovnost je del življenja našega in od vseh članov tima. Obstaja ogromno definicij duhovnosti. Dr. Štancerjeva iz Ljubljane, ona je tudi teologinja, pa je delala vas dolgo s temi kot teologinja umirajočimi, je zbrala vse neke različne definicije duhovnosti in je rekla takole. Še nekaj, tu zdaj moramo ločiti, vse verjetno ste že zaznali, od razliko med religioznostjo pa duhovnostjo. Ni vsak človek religiozen. Nekdo bo tudi rekel, danes sploh, ko se srečujemo z ljudmi, pa tudi ljudmi različne vere. Ampak duhovni smo pa vsi. Tudi tisti, ki bo rekel, ni Boga ali pa resnjezno Boga. Se še ta stavek nekaj pove, če poslušam. Skratka, ločimo med religioznostjo in med duhovnostjo. Duhovnost je širši pojem. In pravi, pri duhovnosti je vedno v ospredju odnos, kako smo že prej tam videli, pri tistemu slajdu, in neka povezanost. Torej gre za neko življenje. Gre za stik s samim seboj, da bi dosegli nek mir. Gre za notranji mir naš, Gre za neko povezanost z drugim, prej eno omenil spravo, da bi dosegli neko spravo, neko pomiritev. Tudi ona pacientka je rekla Sandersovi, zdaj sem pa pomirjena. Če kdo to reče, je to znak duhovnosti. Sem pomirjena. Zdaj pa lahko grem. Tako sam s seboj, z bližnjim, tu je vedno, v veliki večini, bomo spredil vprašanje sprave. Nekateri duhovnost doživljajo kot neko povezanost z naravo, kot nek vir navdiha, iščejo neki mir v naravi, z Bogom, višjim bitjem, in vedno se tukaj potem so v spredju ti trije
pojem. Upanje, zaupanje in neka hvaležnost. Ta Štancerjeva je torej zbrala vse te veliko teh definicij skupaj in povzetek tega je tole. Stik s seboj, z drugim, lahko tudi z naravo, Bogom, z namenom, da dosežemo nek mir. Notranji mir, upanje, zaupanje in neko hvaležnost. Skratka, to, prej sem rekel, da to ni teorija, so tudi neke teorije, ampak se čutimo, da je to, ne. Tu vam predstavil en model, to je sicer narediti model za medicinske sestre. Je bila ena raziskovalka, Baldahino se je pisala, žal je pokojna. Jaz sem se z njo osebno srečal, bila je medicinska sestra, zelo verna, iz Malte. Velika strokovnjakinja, tudi so jo vabili na vse te možne konference in ona tam, ne skak dopadla, ne tako je ona tam zelo odprto govorila o molitvi, o veri, to pomeni, ne. Veste, ker na teh srečanjih se bolj kot ne tudi izogibajo teh pojmov. Vse logično, tam so tudi muslimani, tam so bili tudi hindujci, tam so bili tudi neverni, ne. Ta Sonja, dr. Sonja Baldahino je pa tako odprto o tej stvari govorila, ne, koliko njenim pacientom, ki umirajo, pomeni molitev. In so vsi tako gledali. Vse so vsi vedeli, da to pomeni, sam dober ni upal povedati. Tako da se malo sramujemo tega, zdaj ne govorim, to ni bilo znotraj cerkvenih občestev, ampak znotraj zdravniških, laiških občestev. Ker potekajo tako v Evropi, so evropske konference z področja duhovnosti, so svetovne konference z področja duhovnosti in to je tak primer. No, ona je recimo kot mentorica je postavila svoje študentke, ne, jih je osamila za recimo 15 minut, brez telefona, brez vsega, in jih je dala v sobo, bolniško posteljo, seveda to je zdaj težko preizkusiti. In zraven drugo, ki je bila tam, ista se smela pogovarjati in je bila na telefonu. Ista druga. Ne? Pol pa je bila neka refleksija, kako se v tem počutiš. Ona je razvila tako imenovano ta model neke 100% prisotnosti. Vse veste, v zdravstvu so zelo časovno omejeni. Veliko minut imaš, bi bi dovedeli. 7 minut, ne, ima zdravnik. Ampak ona pravi, da ni toliko, seveda odvisni čas, ampak tudi na kakšen način si ti ob bolniku. Da si aktivno prisoten. In ona pravi, da je to danes tudi izraz neke tvoje duhovnosti. Da si takrat, ko si ob človeku, resnično ob njem navzoč. Da je vedno na nas neka pobuda, ne vsiljiva pobuda, ne? Iniciativa, da mi pristopimo do virajočega. Potem zelo pomenljivo je to, da ga pokličemo po imenu. Da ga kličemo po imenu, tudi če se ne zaveda. Ker ne pozabimo, ne? Ime zelo zaznamuje osebo in ta človek to osebo. In da ga kličemo po imenu. S tem tudi izražamo neko spoštovanje, ne? In da se zavedamo te celostnega pristopa. Predvsem pa to, ne, da mu s tem, ko mu res posvetimo 100% čas, da takrat ne mislimo na nekaj drugega, da smo takrat res ob njem, pa tudi, če je to samo stisk rok. Pravi ona, da smo takrat zelo duhovni. Vse veste, včasih tudi ne veš, kaj narediti. Biti preprosto človekom.
vršimo poslanstvo te neke duhovne bližine. Ne vem, ste imeli kakšne vi takšne izkušnje? Rok. Vi ste imeli tri povedali? Bi povedali? A jaz imam kakve izkušnje, jaz naj povem, kaj imam. No, Jaz sem že tukaj povedala na tem seminarju, ampak mogoče še po eni drugi stvari premišljujem, da bi zdaj rekla. Zdaj v vašem predavanju zelo premišljujem o teh bolečinah, kako smo nekateri iz disfunkcionalnih družin navajanje te bolečine prikriva. Duševne tako ali tako, o duhovnih ljudi, kaj niso rekli, celo telesne, da nekje čutiš. In zelo rabljeno otroci to zelo razvijene. Zdaj, če ima tisti, ki pomaga umirajočemu ali pa bolnemu, pa bolni smo tudi slišali, da ne upajo poveda, da prikrivajo bolečine, smo že tukaj slišali. No, ampak zdaj, da previdem tem, sem že jaz tudi povedala, jaz trdim za eno, kako je rekla, znamo gospod z Alzheimerjevo boleznijo, ki je intelektualno čisto propadla in jaz se ob njej učim čustvovanja, ker je tako neskončno odzivna. Vsa čustva zazna, vsako situacijo zazna, včasih tudi kaj zelo duhovitega pove, pa ne, drugače pa po recimo svojih skratka, čustveno se pa odziva s to na uzobo. Jaz sem rekla, od tem se učim. Ja, hvala. Skratka, res tista 100% navzočnost kljub omejenemu času in pobuda je vedno na nas. Kličemo ga po imenu, to daje njemu zavest, da je edinstvena oseba in ni le predmet zdravljenja. Ne? Včasih slišiš po kakšnih, človek je subjekt, ni objekt, ko ga zdravlja. Ni številka. To je res, lahko tudi nevarnost, da je zgolj to v tej rutini postane zgolj neka številka. To se pravi, če zdaj malo povzamemo, izredno pomembno je dojemanje lastnega našega življenja in to ima vpliv na dojemanje življenja bolnika. Kako mi gledamo na življenje, od tega je odvisno, kako bomo tudi mi bolnika spremljali. Vprašanja, kakšen odnos imam jaz, so vprašanja, ki si jih moramo postavljati. Kakšen odnos imam jaz do samega sebe? Do svojega dostojanstva. Kaj mi življenje pomeni? Meni, ki delam s temi ljudmi. To so ključna vprašanja, ko govorimo o duhovnosti. Ker od odgovora na ta vprašanja je tudi odvisno, kako bomo mi dojemali življenje, ki se postavlja pri bolniku. To se pravi, duhovnost ni neka teorija, čeprav smo prej povedali nekaj teorij, ampak je to življenje. Takrat, kljub temu, ki se postavlja še pa najbolj intenzivno. Najbolj intenzivno. No, nekaj še o duhovnih stiskah. Recimo, vprašanje o odnosih. Koliko primerov smo slišali, da je kdo nekoga počakal, potem umrl, ko je prišel. Vprašanje o krivdi. Težko vprašanje. O odpuščanju. Kako zdaj odpustiti? O smislu. O odnosu do Boga. In Sandersova je rekla, tisto, ko sem prej omenil, verni ljudje, religiozni ljudje, nekako drugačne odgovore
da bom lažje imel odgovor. To je ona iz svoje klinične prakse povedala, kot pa, recimo, se pravi, vera je odvisna od odgovorov na te stiske. Ker to povzroča stiske, neke motnje v odnosih, tudi pravi tale Pohalski, ona tudi sicer iz Amerike, Poljakinja, ki se s tem ukvarja, pravi to. Ampak hočem samo to povedati, ne, naša vera, religioznost, ali pa religioznost tistega, ki se proslavlja, vpliva na to, na te duhovne stiske. No, tole je pa eden najljubših misli, to je pa rekel kardinal. Veliko sem govoril o trpljenju, govoril sem celo z navdušenjem. Sedaj ne bom rekel ničesar več. Recite mojim duhovnikom, naj za Božjo voljo pred trpljenjem molčijo. Včasih pa moramo biti tiho, ne? Biti tiho, pa tudi ni vedno lahko. Kaj boš pa rekel tam? Kaj? Ne? Vse tako smo ljudje naredili, da radi iščemo neke, ko je nekaj težko, ne, komu kaj povedati, pa vidim, da nekdo trpi, pa ne veš, kaj bi rekel, ne. Pa mu ne možeš zdaj v vremenu se pogovarjati. In kako je težko, ne, biti preprosto tam pa tiho. Biti, kot je rekla Baldahinova, ne, tam preprosto navzoč. Ne. Ni tako enostavno. Je to tudi nek napor, ne, za nas, ki smo tam. No in to je ta kardinal rekel na svoji smrtni postelji, ne. Naj rečejo duhovnikom, ko bojo hodili do pacientov, do umirajočih, ne, naj bojo včasih daj tiho. Zato bo tudi zdaj jaz tiho. No. Ja, zdaj pa še imamo 5 minut za pogovor.